Kaj ali kdo sproži v vas tisto najboljše? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje je ključno, da razumete, predvsem zato, ker ko se vprašate o sprožilcih, ko se vprašate o temu, kdo vpliva na vas, ali pa kaj konkretno vpliva na vaše vedenje, vaše čustveno stanje, se v resnici vprašate po sidrih. Mi poznamo iz NLP-ja oziroma iz hipnoze, poznamo sidra kot pomembno kategorijo našega vedenja. Do nekje 10. leta imate preko 1000 sider, ki so kot gumbi, ko nekdo nekaj pritisne na vas, sproži neko reakcijo. Ko vam nekdo nekaj reče, sproži neko reakcijo. Ko nekdo nekaj naredi ali pa ne naredi, sproži neko reakcijo, ki se odraža v nekem čustvenem stanju oziroma v nekem določenem vedenju, kakršnokoli to že vedenje je. Nekdo nekaj reče in vi ste lahko zaradi tega žalostni. Nekdo nekaj reče in vi ste zaradi tega veseli. In zdaj, ko govorim o teh sprožilcih, me zanima, kdo je ta oseba? Ali pa kaj konkretno se zgodi, da v vas sproži dobro, pozitivno. Kajti, ko se to zaveste in naredite nek popis vedenj ali pa popis sprožilcev do teh vedenj, lahko potem sami sprožite podobne reakcije. Veliko ljudi danes pozablja, da so sidra nekaj zunanjega ali pa tudi nekaj notranjega. Vi lahko seveda sidrate sami sebe in vi lahko tudi sidra naredite avtomatično. Kar pomeni, da ko sami postavite določeno sidro, lahko tudi v tistem kontekstu, ki morda v naravni situaciji se ne bi zgodil, sprožite sidro, ki bi ga radi imeli in reakcijo, ki bi radi doživeli, tudi če te osebe ali pa te situacije ni v vašem življenju. En primer, če vam lahko dam, ker se mi zdi ključen, je ta, da recimo nekateri ljudje so zelo produktivni takrat, ko se bliža rok. Bolj, ko se bliža roku, več naredijo, bolj so učinkoviti. Če ni roka, odlašajo, čakajo in seveda potencialno vplivajo na sebe, da ko pride rok, so pod stresom, pritiskom in če tega preveč ni nujno najbolj zdravo za zdravje oziroma za počutje. In kaj lahko naredite je, da to stanje sprožite že prej. Da boste že prej fokusirani, da boste že prej produktivni in s tem dosegli rezultat, ki bi ga radi. In zdaj, ko sem dal to coaching vprašanje danes, najboljše ne nujno pomeni, da ste srečni. Najboljše v vas lahko pomeni, da takrat naredite res spremembo. Mi imamo coache, ki jih jaz včasih v hecu rečem, da so punch coachi. To so coachi, ki vam bodo direktno povedali v obraz, to lahko zaboli, vendar sproži v vas tisto najboljše, sproži neko reakcijo, ki potem vodi v spremembo in v rezultat. Zato še enkrat vprašam, kdo, kaj, lahko tudi kdaj, sproži v vas tisto najboljše. Tisto, na kar ste ponosni, tisto, kar vam prinaša rezultat, tisto, kar vam daje, da delate korake, premike, preboje v svojem življenju. Jaz bom hvaležen, vesel, da boste delili z mano, da boste delili seveda tudi z drugimi vašimi prijatelji ali pa ljudmi, ki so del vaše mreže ali pa povezani z vami, to coaching vprašanje, kajti s tem mi pomagate, da pomagam večjemu številu ljudi. Zdaj pa, preden zaključim, pa bom vprašal to, kar vas cel čas sprašujem. Kdo, kaj, kdaj sproži v vas najboljše?
In načrtno se odločite, da boste s temi ljudmi v tem kontekstu, v teh situacijah preživeli več časa. To se odločite. Kajti s tem, ko se boste obdali z ljudmi, ki iz vas povlečejo najboljše, s tem, ko se boste zavestno dali v situacije, ki iz vas izvlečejo najboljše, boste tudi vi postali drugačna oseba. Če se strinjate, prosim, kliknite na like, všečkajte to coaching vprašanje, komentirajte, vesel bom vaših komentarjev in če mislite, da lahko še komu to koristi, če še kdo rabi to slišati, preprosto kliknite na share in s tem, ko delite, pomagate meni in ostalim, da naredimo ta svet še lepši. Hvala, ker ste, hvala, ker všečkate, hvala, ker delite in hvala, ker s tem, ko sprejete ta coaching vprašanja, vem, da bomo našli skupaj eno coaching vprašanje, ki boste rekli, Aleksander, evo, veš, da ono se je prav dotakalo, hvala, ker si. Morda se bo to enkrat zgodilo, morda boste poslušali vse coaching vprašanja, jaz ne vem, za koga to snemaš, ne vem, da te posluša, jaz tega ne rabim. V redu, če vi tega ne rabite, morda pa kdo drug to rabi. Na koncu lahko rabim jaz to povedati vam, da se potem jaz ozavestim še bolj in seveda načrtno grem v okolja ali pa med ljudi, ali se družim z ljudmi, ali sem povezan z ljudmi, ki na nek način iz mene izvlečejo najboljše. In jaz vem, da ko sem obdan na delavnicah, ki jih imamo virtualno ali v živo, da ko sem obdan z mojo mastermind družino, da iz mene povlečejo res tisto najboljše, res povlečejo tisto dobro. Zato sem še enkrat vsem, ki ste moja družina, ali pa postajate sedaj moja družina, moja mastermind družina, hvala, ker ste, hvala za vašo podporo. In vi ste tisti, ki iz mene res povlečete najboljšo verzijo in zaradi katerih se tudi nenehno trudim in spreminjam, da bom lahko na koncu v vsej tej evoluciji sprememb služil ljudem, služil temu svetu in pomagal ustvarjati boljši jutri in hkrati boljši danes. Tako, ko se sliši tako malo teoretično, je tako nočem, da se tako sliši, kajti v resnici vse, kar bi rad je, da smo skupaj srečni, nasmejani, pozitivni, kajti zaradi tega smo na tem planetu. Tako da hvala, ker ste všečkali, delili, komentirali, če tega še niste naredili, lahko naredite sedaj in s vsakim vašim komentarjem, vsakim vašim všečkom, ali pa če klikate na share in delite, mi pomagate še več ljudem. Tako da, zdaj je čas, da greste v akcijo in postavite se, ali pa pokličite, ali pa napišite nekomu, ki iz vas povleče najboljše in se zmenite, da se boste s to osebo dobili vsaj virtualno, če se ne morete v živo. Hvala.